Boštjan, po čem te poznamo Slovenci? Po keramičarski liriki, ne? Ja? Eni bolj po plati keramičarja, eni bolj po plati reperja. Pa nekaj si mi še prej rekel, ne, da ne veš, če bi še znal iti v nizek avto. Ja, to bomo danes videli očitno. Ja, mi zelo ugaja ta višina, kako avto. Lažje pležem, ko pa krčim kolena, tako da sem se zelo navadil te višine in danes bo to po dolgem času en tak izziv za mene, že not pa ven priti. Povej mi, a je bila kakšna smešna, kakšna bizarna stvar, ki se ti je zgodila na cesti? Ta je zanimiva, ki se mi je zgodila ob 8 zvečer in to je, da mi je na prejšnjega Rangera na cesti skočil jelen. Ne pod avto, ampak na šajbo, tako da smo se gledala in to je bila ena taka huda izkušnja, ki je sreča, glede na to, da sem imel tak avto. Če bi imel kak manjši avto, bi se verjetno zgodila kakšna večja katastrofa, tako da rečemo to. Bi lahko na hiter neki zrepo na silika, celica, karkoli? Da bi kaj odrepal na hiter? A se da? Pa kaj nečem, danes furam celiko, doma spuščeno, ma boli me se zrav ne furam nobeno, Bravo, sej ponovil sam ne znam. In kako ti je šlo? Verjel, me zapestja bolijo. Zakaj? Mislim, nisem navajen, navajen sem zdaj tako bolj. Ampak fajn, dobro je bilo, malo voham, malo kuple, tako da verjel. Kaj je bilo najbolj zahtevno? Najbolj zahtevni so ti ovinki, ker si predstavljaš, da boš nekot bolj surfal tu vmes, ampak einschlagte malo ne. To, moče se malo prehitro šel nazaj, bi si mogel malo čas vzeti. Ok, dve stvari, dve napakici. En stožec si zahakljal, nisi ga podaril 5 sekund pribitka, pa tam si dal samo pol avto v parking, no, torej še 5 sekund pribitka, ne? Ker če ne bi bil prvi, tak si pa tretji, 58, 68, vse en dober cajt, čestitam, ne? Jaz sem z mojim avtom bolj navajen, da me ti stožci ne motijo, ne? Tako da nisem toliko obračal paženja na njih, ampak fajn je, ja, mogoče bi se jaz tudi želel to še enkrat probati, ali pa z mojim avtom na kak terenski poligon, tako da škodi ziher ne. Se pravi, če nič drugega, lahko vsaj pri nas nekaj podereš. Naslednji teden pa Nova zvezda.